Jaz sem seveda zelo vesel, da lahko danes imam to predavanje na Fakulteti za elektrotehniko. Se pravi, namen mojega današnjega predavanja je predstaviti naše raziskovalno delo, se pravi moje in delo moje raziskovalne skupine na področju robotskega učenja, adaptacije in rekonfiguracije za razvoj fleksibilnih robotskih operacij. Se pravi, nekako naš dolgoročni cilj pri tem je razviti nove vrste robotskih celic, ki jih bomo lahko uporabljali v najrazličnejše namene, se pravi na področjih, kjer se danes robotika mogoče še ne uporablja tako veliko. Večina dela, ki ga bom danes predstavil, se bo nanašala na industrijske aplikacije. To je predvsem zato, ker smo z tega področja v zadnjih letih tudi največ projektov dobili. Po drugi strani pa seveda se to, kar bom danes predstavila, ne omejuje samo na industrijske aplikacije in so seveda možne aplikacije tudi v drugih okoljih. No, če si pogledamo najprej, kaj so v bistvu problemi v današnji industrijski robotiki, pač še vedno so robotski sistemi, pač robotske celice so še vedno večinoma omejene na ponavljajoče se naloge in če se v teh nalogah kaj spremeni, je to ponavadi v industriji še vedno problem. Spravi, da bi prišli do robotskih celic, ki so nekako bolj fleksibilne in omogočajo naprimer maloserijsko proizvodnjo, kjer je treba pogosto preklapljati med različnimi robotskimi nalogami, morajo te naše celice postati precej bolj fleksibilne. In v ta namen se v mojem raziskovalnem delu ukvarjam z razvojem večjih konceptov, ki naj bi k temu pripomogli. Eden od teh je modularnost, se pravi celice mi moramo, če želimo spremeniti proizvodne procese, potem moramo biti sposobni celico hitro spremeniti, kar je možno samo pri modularni zasnovi, tako na hardwarskem, na strojnem, kot tudi na programskem področju. Druga tema je rekonfigurabilnost. Tukaj je potrebno, da se celice, se pravi, eno je, da prilagodimo celico nekako offline, ko lahko zamenjamo elemente celice. Drugo je, da samo celico nekako v realnem času prilagodimo na nove pogoje v proizvodnji in kjer ni potrebno nobene človeške intervencije. Tretja tema, ki jo bom obravnaval danes, so potem nove tehnologije za specifikacijo robotskih veščin. Tukaj gre za programiranje z demonstracijo in dinamičnimi generatorji gibov, ki so nekako pomembna tema v moji skupini. Dotaknil se bom tudi robotskih operacij ob upoštevanju sil, malo tudi mehke robotike. Na koncu pa bom povedal še nekaj o tem, kako uporabljamo najnovejše modele umetne inteligence, kot so veliki slikovno-jezikovni modeli za napovedovanje in nadzor operacij v robotskih celicah. Če grem najprej na modularnost, se pravi, da so lahko naše celice modularne, moramo seveda imeti tako primerno hardwarsko osnovo za to, kot tudi software. Tukaj vidite, na kakšen način smo v našem delu pripravili modularno celico, se pravi, celica razvili smo nek standardni gradnik, to so te mize, iz katere potem lahko sestavimo kompletno celico. Ta standardni gradnik že vsebuje vse pomembne elemente za celico, se pravi, notri so računalniki, napajanje in se pravi, vsak ta modul je dejansko neodvisen eden od drugega. Da omogočamo potem sklapljanje teh modulov, smo razvili poseben priključek, ki ga imenujemo PNP konektor, to je iz plug and produce. Gre pa za to, da lahko s tem konektorjem zlahka sklapljamo posamične elemente celice. Se pravi, to nam že, kot vidite tukaj, zagotavlja mehansko stabilnost.
hkrati pa, ko se dva elementa povežeta, se takoj dobimo tudi podatke, elektriko in stisnen zrak, če je treba, v našo celico in ob primerni programski opremi, kot vidite na tem videu, se potem tudi digitalni dvojček avtomatsko lahko posodobi. Spravi, tak element nam omogoča zelo hitro sestavljanje novih celic in spreminjanje celice glede na potrebe proizvodnega procesa, če se tukaj nanašamo na industrijsko proizvodnjo. Tukaj vidite nekaj teh modulov, ki smo jih razvili v evropskem projektu ReconCycle, kjer gre za razstavljanje elektronskih izdelkov. Spravi, vsak modul ima nekako isto hardversko osnovo, potem pa pač dodamo k temu različne elemente, ker to je lahko robot, lahko so kamere, lahko so razni rezalniki, penjala, kar se pač potrebuje v proizvodnih procesih. To je hardverski del tega, se pravi, to pa mora seveda potem podpirati software. Če bi morali potem vsakeč vse znova programirati, bi bilo to seveda precej časovno potratno in bi pač modularno izgubila svoj namen tukaj. Zato je pomembno, da software podpira ta hardware. To lahko dosežemo naprimer z uporabo sistema ROS, ki nekako že sam nas nekako sili v modularnost, ker v ROS-u se posamične naloge sestavljajo s pomočjo tako imenovanih nodov, ki se direktno povezujejo z vsakim od teh modulov. Se pravi, ko dodamo nek nov modul ali nek modul odzamemo, se preprosto tudi iz softvera izbriše ta modul in kolikor ne rabimo kakšne funkcionalnosti tega modula, potem ni problema pri samem delovanju sistema. Toliko o modularnosti. Naslednja tema je rekonfiguracija. Se pravi, pri rekonfiguraciji, kot ste videli, ko sestavljamo celico, seveda pride rabimo človeško intervencijo, zdaj pri rekonfiguraciji si pa želimo, da bo to se zgodilo popolno avtomatsko. V naši skupini razvijamo kar nekaj različnih rekonfigurabilnih načinov rekonfiguracije. Ena, ki si ga bomo pogledali malo bolj danes, so rekonfigurabilna openjala. Ukvarjamo se tudi z izmenljivimi prsti, z rekonfigurabilnimi vijačniki in še kaj bi se našlo. No, če si zdaj pogledamo ta primer penjal, se pravi, pri rekonfigurabilnih penjalih gre za to, da si recimo želimo različne objekte ali izdelke postaviti v eno in isto penjalo. Se pravi, te izdelke imajo lahko različno geometrijo, zato se mora seveda penjalo avtomatsko prilagajati geometriji tega izdelka. Kot osnovo smo vzeli Stewartove platforme, ki jih vidite na tem videu, da zmanjšamo ceno teh mehanizmov. V njih niso vgrajeni motorji, imamo pa zavore, tako da se lahko penjala toga, kadar so zavore vključene, ali jih lahko robot premika, kadar zavore niso vključene, kot vidite na tem videu. Se pravi, potem, če želimo zdaj v to penjalo, ki je recimo sestavljeno iz 3 Stewartovih platform, vpeti različne izdelke, moramo seveda izračunati, kam postaviti te heksapode. S Stewartovim platformam pri nas pogosto rečemo heksapode zaradi njihove strukture. Se pravi, kam postaviti te heksapode in kakšna mora biti konfiguracija teh heksapodov. Na začetku smo to delali vse nekako ročno, to se seveda izkaže za zelo duhamorno delo, zato smo v nadaljevanju razvili optimizacijske metode, s katerimi lahko avtomatsko postavimo penjala in ustrezno izračunamo konfiguracijo teh penjal. Se pravi, kaj so tukaj spremenljivke?
kam bomo postavili vpenjalo, to je ta spodnja plošča posamičnih Stewartovih platform, in drugo, kje v prostoru bo izdelek, sicer tako, da ga bomo lahko postavili na vpenjalo. Iz tega lahko potem razvijemo optimizacijski problem. Tukaj vidite, naprimer, kako se te različne spremenljivke med seboj povezujejo. Se pravi, da zapremo kinematično verigo, moramo upoštevati spodnjo ploščo heksapoda, zgornjo ploščo heksapoda, položaj izdelka, in iz tega dobimo vse spremenljivke. V tem primeru se izkaže, da kompleten sistem lahko opišemo naprimer z položajem spodnje plošče heksapoda in položajem izdelka, ki je postavljen na heksapode, in s tem dobimo zaprto kinematično verigo. Iz tega potem dobimo ustrezen optimizacijski problem, kjer postavimo, da naj bodo izdelki čim bliže neki idealni legi izdelka, hkrati naj bodo heksapodi postavljeni v prostor čim bliže neki idealni legi posamičnih heksapodov, in to seštevanje gre tako po vseh izdelkih kot po vseh heksapodih, ki sestavljajo kompleten vpenjalni sistem. Tukaj seveda vidite, da dejansko tukaj še ne upoštevamo zares same kinematične strukture posamičnih heksapodov. To dejansko dosežemo z vpeljavo omejitev v optimizacijski problem. Se pravi, te lege heksapodov morajo biti takšne, da je izdelek, ki je postavljen na heksapode znotraj delovnega prostora teh heksapodov. To so te omejitve. In kot vidite, bo tukaj se zelo hitro narašča to število spremenljivk. Z tega tudi vidite, da če bi zdaj poskušali kompletno robotsko celico postaviti v takšen sistem, bi bilo seveda spremenljivk zelo veliko. Teh dodatnih spremenljivk lahko dodajamo precej. V tem primeru potem recimo še postavimo, da mora biti heksapod znotraj nekega prostora. Lahko postavimo zahtevo, da se heksapodi ne prekrivajo, kar je seveda nujno, če želimo postaviti heksapode v robotsko celico, in tudi kakšne bolj kompleksne spremenljivke, kot je preprečevanje trkov med izdelkom in heksapodi, za kar potem seveda potrebujemo kompletne CAD modele. Z tega nam potem recimo te optimizacijski problemi izračunajo dejansko postavitev heksapodov v robotsko celico. Tukaj vidite, kako posamične omejitve vplivajo na končni rezultat. Na začetku, kjer nismo omejili prostora, kjer so lahko heksapodi postavljeni, so bili heksapodi postavljeni zelo narazen. Ko na koncu to omejimo, jih dobimo precej bolj skupaj. Potem, če ne poskrbimo, da je heksapod postavljen ravno na površino, potem seveda bo izračunano nekaj, kar ne bo prišlo povsem naravno ploskev, in se pravi, to mora biti del naših omejitev, kot vidite tukaj. In končno tukaj vidite, kaj se zgodi, če ne poskrbimo za prekrivanje med posamičnimi bazami heksapodov, ravno tako pride do prekrivanj. Prav na ta način lahko potem popolnoma avtomatiziramo, izračunamo optimalno konfiguracijo, se pravi najprej postavitev heksapodov, konfiguracijo heksapodov za vsak posamični izdelek, ki ga damo v celico. Tukaj vidite potem, kako robot recimo postavi te heksapode v posamične lege. Se pravi, vsak heksapod ima zdaj že izračunano konfiguracijo, seveda sama postavitev spodnjih plošč je pa narejena prej.
Se pravi, to se glede na izračunane parametre lahko potem postavljamo izdelek v ta vpenjalni sistem, se pravi različne sisteme, izdelke v ta vpenjalni sistem, brez kakršnekoli intervencije človeka. Se pravi, konkretno je bilo na tem primeru narejeno vpenjanje različnih avtomobilskih luči v ta sistem heksapodov in to se da vse avtomatsko izračunati. Pri tem to je precej, kot sem že omenil, so te optimizacijski problemi relativno veliki, upoštevati moramo veliko spremenljivk, prav tako gre za nelinearen sistem, zato seveda računska zahtevna z številom izdelkov in številom heksapodov zelo hitro narašča, je pa vsekakor izračunljivo vsaj za neko omejeno število heksapodov in izdelkov, kot je to ponavadi v praksi. Zato prvi avtor tega dela je Timo Gašpar, ki je tudi tukaj med nami in ki je zato mimogrede dobil Vodovnikovo nagrado za ta doktorat na Fakulteti za elektrotehniko. Toliko o rekonfiguraciji. Zdaj, naslednja tema, ki jo bom obravnaval, bo pa učenje s posnemanjem oziroma učenje iz uporabniških demonstracij, kot mi temu pogosto rečemo. Se pravi, gre za to, kako čim hitreje programirati robotske naloge oziroma kompleksne trajektorije na čim bolj enostaven način, se pravi, da tudi navadni uporabniki lahko sprogramirajo naloge, ki bi sicer zahtevali veliko inženirskega dela brez ustreznih podpornih sistemov. Obravnaval bom 3 različne podprobleme, in sicer najprej učenje iz ene demonstracije, potem učenje iz množice demonstracij in na koncu še učenje ob upoštevanju sil in navorov pri učenju iz uporabniških demonstracij. No, najprej se bomo seveda posvetili učenju iz ene demonstracije. V ta namen v naši skupini že mnogo let uporabljamo dinamične generatorje gibov. Gre za sistem, ki nam omogoča precej večjo fleksibilnost kot klasični zlepki, za katerimi sicer lahko lepo zapišemo posamične trajektorije, vendar jih je potem težje spreminjati. Se pravi, dinamični generatorji gibov so sestavljeni iz diferencialnih enačb in te diferencialne enačbe nam omogočajo precej večjo fleksibilnost, nam omogočajo na primer hitro spreminjanje končnega cilja robotskega gibanja, hitro spreminjanje hitrosti izvedbe, kot tudi kakšne druga prilagajanja na zunanje pogoje. In vse to bi bilo s kakšno drugo reprezentacijo težje doseči. Če si pogledamo, kaj pravzaprav dinamični generatorji gibov so, osnova je sistem linearnih enačb drugega reda, to je povsem enostaven sistem, pri katerem lahko hitro matematično pokažemo, da ta sistem konvergira in sicer konvergira proti tej končni točki G. Tukaj gre na ta način lahko zapišemo seveda eno prostostno stopnjo, se pravi, tale y v diferencialni enačbi je ponavadi prostostna stopnja, ki jo vodimo. Z je skalirana hitrost in za integracijo te enačbe lahko vodimo robota od poljubne točke v prostoru do te končne točke G in pri pravilno izbranih parametrih alfa z in beta z je garantirano, da bo ta sistem diferencialnih enačb pripeljal robota v želeno končno točko. Seveda to še ni posebej zanimivo, če bi imeli samo to. V tem primeru bi robot prišel do končne točke po neki nedefinirani trajektoriji. Če želimo imeti definirano gibanje, potem moramo uvesti dodatne parametre v sistem.
to je tale nelinearni del dinamičnega generatorja gibov in ta nelinearni del je sestavljen iz linearne kombinacije Gaussovih funkcij, ki jih vidite tukaj. In se pravi, tukaj imate proste parametre, tukaj označene za dvojni V, ki jih lahko izračunamo tako, da diferencialna enačba sledi poljubni želeni trajektoriji v prostoru. Pri tem je vpeljana še ena dodatna spremenljivka, ki jo imenujemo faza in ki jo integriramo s pomočjo kanoničnega sistema. Ta faza spremlja napredek vzdolž želene trajektorije in jo ponavadi na začetku postavimo na 1 in potem konvergira proti 0. Spravi, to je predvsem pomembno zato, da obdržimo to lastnost, da dinamični generator gibov dejansko konvergira proti končnemu cilju, ker ko enkrat dodamo ta nelinearni sistem, potem seveda ne moremo več zagotoviti konvergence proti cilju G, vendar pa, če gre faza proti 0, potem seveda ta del izgine, ko integriramo za dosti dolgo časa in kompleten sistem še vedno konvergira proti končnemu cilju, tudi če se zgodi med samim gibanjem kaj nepredvidenega. Bi mogoče zdaj pokazal par videov, kako to deluje. Na levem vidite video z homonidnim robotom, kjer robot ponavlja številko 8. In kot vidite, se tukaj gib hitro spreminja, se recimo spreminjala hitrost. Gospod na levi je Štefan Šal, ki je v bistvu idejni avtor dinamičnih generatorjev gibov. In kakor vidite, lahko tukaj, če pač z pomočjo teh gibov lahko ponavljamo demonstrirane gibe, spreminjamo hitrost in tudi, če je človek ustavil robota, potem robot po koncu perturbacije še vedno sledi gibu. Ste pa lahko tudi videli, da je ob koncu perturbacije prišlo do nekega velikega skoka v gibanju. To lahko preprečimo z ustavljanjem faze, kot boste videli na tem videu. Se pravi, na videu na levi se faza ni ustavila, zato je prišlo do skoka v gibanju. V tem primeru je bilo implementirano tudi ustavljanje faze. Fazo ustavljamo z pomočjo diferencialne enačbe, se pravi, samo tukaj ni nobene logike v programiranju, samo diferencialno enačbo moramo spremeniti in dobimo želeno lastnost gibanja. Se pravi, tukaj vidite, ko uporabnik ustavi robota, robot enostavno nadaljuje z gibanjem. Če bi imeli to zapisano kot časovno odvisno trajektorijo, bi seveda se želena trajektorija nadaljevala, robot ji ne bi sledil in dobite skok po koncu gibanja, če ne poskrbite za to, kako drugače. Pri dinamičnih generatorjih gibov je pa ta zveznost že vgrajena v sam sistem in dejansko ni treba narediti nič dodatnega. No, jaz in moja skupina smo na tem področju objavili kar nekaj člankov. Ko sem jih štel, je bilo nekih 7 mikročlankov, 7 IRAS člankov, 18 člankov v mednarodnih revijah. Seveda tukaj ne bom mogel se nasloviti vsega tega. Bi pa omenil, recimo, da smo tudi sodelovali z Auke Eisbertom pri tem, ki je bil eden od glavnih avtorjev, mislim, da je pri 2 člankih zraven, ki je eden od glavnih avtorjev dinamičnih generatorjev gibov. Kar nekaj tega dela je bilo tudi opravljenega na Japonskem, ker je pogosto med soavtorji tudi Jun Morimoto, s katerimi že dolgo sodelujemo na Japonskem. Jaz bom v nadaljevanju pokazal zdaj samo 2, bom nekaj več povedal samo o 2 od teh člankov. Se pravi, najprej učenje iz množice demonstracij. Navadni dinamični generatorji gibov so bili razviti za učenje iz ene demonstracije. Se pravi, če želimo uporabiti več demonstracij, moramo nekaj dodati.
Sistem, ki smo ga mi razvili, temelji na lokalno oteženi regresiji in sicer zajamemo zdaj ne samo en gib, ampak celo množico gibov. Pri učenju dinamičnih generatorjev gibov morate vedno izračunati pozicijo, hitrost in pospešek. In za vsak gib, se pravi, to je diskretizirano zaporedje pozicij, hitrosti in pospeškov in potem trajektorije več. Ponavadi jih uporabljamo nekaj 10, največ nekaj 100. Več podatkov je že težko dobiti. Poleg tega pa, da lahko potem iz te zaloge vrednosti izberemo ustrezno trajektorijo za vsako gibanje, tudi dodamo nek parameter, s katerim mi opišemo nalogo. Se pravi, ta parameter, točka, ki smo ga tukaj označili z QI, nekako označuje kontekst naloge. Bomo v naslednjih slajdih videli, kaj so te parametri. Se pravi, kaj moramo potem izračunati, je funkcija, ki preslika to naše znanje pri nekem novem parametru, ki opisuje kontekst naloge, v gib, ki je optimalen za to nalogo. Se pravi, to je funkcija, ki jo nekako online zračunamo s pomočjo lokalno otežene regresije, lahko pa tudi poskušamo s kakšnimi drugimi regresijskimi procesi. Tukaj vidite zdaj en primer, kako je bilo to implementirano. Spravi, gre za met žoge. Tukaj vidite več primerov, recimo meta žoge iz simulacije. To niso isti gibi, kot so implementirani na robotu. Se pravi, za vsako trajektorijo, ki vrže žogo v neko določeno točko, si zapomnimo, kako izgleda trajektorija in kam je padla žoga. In potem z lokalno oteženo regresijo lahko izračunamo optimalni gib za vse vmesne točke znotraj tega prostora. To delo je bilo opisano v tem članku, ki je tudi moj najbolj citiran članek v moji bibliografiji. Pri tem bi omenil še, da je ta sistem nekako, ne da je podoben, ampak rešuje podobne probleme, kot jih naslavlja recimo dinamični sistemi, ki jih razvijajo na EPFL v skupini ODBA. Glavna razlika pri tem je, da mi ne računamo globalnih modelov, ampak računamo samo, pogledamo, kako izračunati lokalno pravilni model, medtem ko v skupini ODBA so spremenili dinamični sistem in potem omogočajo računanje globalnega modela, kar lahko reši podobne naloge kot naš sistem, vendar je seveda po eni strani izračuna globalni model, to je pa seveda zahteva precej večjo časovno zahtevnost kot naši sistemi. Če si še malo bolj pogledamo, kako to pravzaprav deluje, se pravi, mi imamo neko množico trajektorij, ki pač opisuje gibanje vsake prostostne stopnje robota. Za vsako od teh trajektorij so povezani opisi naloge, naprimer, kam bo robot vrgel žogo. Za zvezdico so tukaj označeni položaji, položaji koša iz naše podatkovne baze. Za krogcem pa so označeni potem recimo vmesni položaji, kjer optimalne trajektorije še nimamo. Kako sistem potem deluje je, da ko dobimo naprimer nek nov položaj koša, ki je tukaj označen s krogcem, bo sistem pogledal, katere trajektorije so blizu temu položaju, se pravi, bo pogledal trajektorije povezane z zvezdicami v bližini tega položaja koša in potem nekako za interpolacijo izračuna optimalno trajektorijo. In to je bilo ravno to, kar ste videli na videih meta, ki sem jih pokazal prej. Seveda zadeve niso omejene samo na mete.
Tukaj enak sistem lahko uporabljamo za različne naloge. Tukaj na desni vidite, naprimer, kako smo implementirali nalogo prijemanja, kjer je robot zračuna položaj predmeta, ki ga želimo prijeti v različnih konfiguracijah. Žal kinematika robota ni dovolj natančna, da bi lahko preko kinematične verige ustrezno prijeli objekt, lahko ga pa z tem sistemom, kjer so pač različne konfiguracije prijema povezane z ustreznimi trajektorijami, kar vidite na tem primeru. Na levi strani pa je prikazano, kako dinamični generatorji gibov dejansko lepo sledijo položaju predmeta, se pravi, to ni sprogramiran gib, vendar vam DMP samo z spreminjanjem cilja naloge omogoča, da robot lepo sledi objektu, kot se premika v prostoru. Zdaj smo si pogledali točke, kjer smo morali izračunati kontekst naloge sami, se pravi za klasičnimi senzoričnimi sistemi, se pravi med položaj, če si pogledamo nazaj, tukaj recimo je bil smo tukaj položaj koša določili s pomočjo senzorjev, ki so bili pritrjeni na koš, se pravi robot vsakič izračuna, kje je koš in ga poveže za svojo zalogo vrednosti. Se pravi, za to rabite nek vizualni sistem. Seveda, druga možnost je pa, da poskušamo povezati direktno slike z trajektorijami. Zato to je mogoče narediti z današnjimi nevronskimi mrežami, ki jih imate, ki so en primer je predstavljen tukaj. Se pravi, namesto, da bi podali naprimer nek parameter, kot je bil položaj meta žoge, položaj koša pri metu žoge, podamo sliko, v tem primeru sliko številke in naloga pri tem je, da robot izpiše trajektorijo, ki bo ponovila sliko ki bo izpisalo to številko. Se pravi, to razvijamo na ta način, da namesto, da imamo nek regresijski sistem, to izračunamo preko nevronske mreže. Vhod v nevronsko mrežo je slika številke, izhod je trajektorija, ki to številko napiše. Zato seveda rabimo ustrezno večjo bazo trajektorije, ki jo moramo dobiti. Ponavadi se ne bom danes spuščal, ponavadi nekaj teh trajektorij naredimo ročno, potem pa manipuliramo same podatke, da dobimo večjo zalogo vrednosti in to nam potem omogoča, da zračunamo dinamični generator gibov direktno iz slike. Pri tem smo tudi razvili nove metodologije, ki nam omogočajo, da te nevronske mreže optimalno nastavljamo njihove parametre na optimalen način. Problem predvsem pri tem je, da ko primerjamo trajektorije, parametri dinamičnih generatorjev gibov ne nastopajo direktno, temveč pridemo do teh parametrov prek integracije, zato je težko izračunati odvode. Kako to narediti, smo naprimer predstavili v članku, ki je naveden tukaj. Tukaj vidite potem primer teh trajektorij, kjer robot ponavlja videne številke. Na levi vidite številke iz podatkovne zbirke MNIST, ki se pogosto uporablja pri klasifikaciji, pri testiranju algoritmov za klasifikacijo številk. V tem primeru jo uporabljamo za preizkušanje našega algoritma za pisanje številk. In
In kot vidite v tem primeru, pač robot uspešno ponovi vsako od številk, ki jo vidi, ki mu jo prikažemo. Na ta način seveda lahko potem dobimo precej bolj kompleksne kontekstualne podatke. V nadaljevanju smo se ukvarjali naprimer tudi z tem, da namesto slike damo v nevronsko mrežo video, kar je seveda precej bolj relevantno, ker pač za recimo sodelovanje človeka z robotom, pač pri sodelovanju človeka z robotom ponavadi ni samo ena slika, ampak moramo gledati neke akcije. Zato je pač pomembno, da lahko v našo nevronsko mrežo damo ne samo slike, ampak tudi zaporedja slik. Zato danes ne bo časa. Zadnja naloga, ki sem jo hotel, ali pa zadnji način učenja, ki sem ga hotel danes omeniti, je pa učenje s posnemanjem ob upoštevanju sile, ki smo ga tudi implementirali v okviru neke industrijske naloge. Se pravi, recimo pri operacijah, kot so poliranje, brušenje in podobne, ni pomembno samo, da sledimo neki želeni trajektoriji, ampak moramo seveda tudi pri tem zagotoviti, da je pač pri poliranju, brušenju in podobnem nastajajo ustrezne sile. To smo dosegli na ta način, da pri demonstraciji ne zajemamo samo trajektorij, ampak tudi pri tem nastale sile in navore. Prvi problem, ki pri tem nastane, je seveda, kako do teh podatkov priti. Na levi strani vidite naprimer en senzorični sistem, ki smo ga razvili na ta način. Se pravi, gre tukaj recimo za poliranje pipe. Ta pipa je bila pritrjena na ta ročaj in med ročajem in pipo je 6-dimenzionalni senzor sile, s katerim pač merimo sile, ki nastanejo med poliranjem. Tukaj na sredi vidite eno alternativo temu, se pravi, da merimo gibanje direktno na robotu, seveda pri robotih, ki to omogočajo. Pri tem je seveda problem, da so naši senzorji za človekom in v tem primeru seveda ne bi dobili pravih sil, zato dejansko, da dobimo prave sile, potem še enkrat izvedemo ta isti gib na dejanskem robotu, kot bi moralo biti tukaj, ampak izgleda, da se je tale video pokvaril. Se pravi, v bistvu, da dobimo želene sile, moramo gib izvesti še enkrat brez človeka. Kako lahko to potem uporabljamo? Se pravi, najprej zajamemo same sile, najprej zajamemo sile in gibe, ki nastanejo pri poliranju. To nam omogoča ponavljanje teh trajektorij, ker potem ponavadi pri sami izvedbi sile ne bodo enake, rabimo nek povratno-zančni člen, ki omogoča prilagajanje trajektorije, tako da bodo sile in navore bližje želenim. In končno dodamo v sistem še nek učilni člen, ki nam omogoča, da trajektorijo trajno spremenimo, tako da ta povratno-zančni člen potem ne bo več vplival na gib robota. Se pravi, ta člen Φp in Φq je parametriziran in se ga naučimo z iterativnim učenjem vodenjem. In na ta način dosežemo, da modificiramo naš gib tako, da dejansko dosežemo želene sile in navore. To je bilo opisano v tem članku, ki je naveden tukaj. Drug problem, ki smo ga pogosto imeli pri tem, je, da roboti pri kompleksnih gibih, ki nastanejo pri poliranju, brušenju, ščetkanju, pogosto pridejo ven iz delovnega prostora. Ta problem še posebno je to problematično pri robotih s 6 prostorskimi stopnjami, ker so gibi lahko zelo kompleksni.
Ta problem smo naslovili s tem, da smo ugotovili, da dejansko robot pri tem ne uporablja vseh 6 prostorskih stopenj, ampak je funkcionalno redundanten. Se pravi, če si pogledate recimo problem brušenja, dejansko ni pomembno, kje na brusu je robot, pomembna je samo sila, s katero delujemo na robota in pod katerim kotom je predmet postavljen na robota. Se pravi, dejansko je tukaj samo 5 prostorskih stopenj, ki jih moramo nasloviti, in to potem rešimo z uporabo virtualnih mehanizmov. Dejansko spremenimo ne opis naloge, ampak opis robota, kateremu dodamo dodatno prostorno stopnjo, in to nam omogoča, da rešimo probleme povezane s singularnostmi in delovnim prostorom. Tukaj vidite na primer en primer brušenja, ko robot pride, ko zaradi kompleksnosti giba robot pride hitro ven iz delovnega prostora, oziroma v tem primeru je prišel v singularnost, in dejansko smo na ta način enkrat uspeli pobrusiti ten 6-dimenzionalni senzor sile, ki niti ni tako pocen. Z predlaganim sistemom, ki je opisan v tem članku, smo pa takšne tovrstne probleme uspešno rešimo. Spravi, robot ima potem več prostosti, več možnosti, kje vzdolž brusa bo dejansko brusil, in na ta način lahko potem zagotovimo, da dejansko robot uspešno obrusi predmet vzdolž kompletne naloge, brez da bi zahajal v singularnosti. To je bil del nekega projekta, ki smo jo izvajali za Yaskawa na Japonskem. Je bil kar uspešen projekt pred kakšnimi 5-6 leti. No, zdaj sem povedal vse o metodah, ki jih uporabljamo pri naslavljanju, ki jih uporabljamo za implementacijo bolj fleksibilnih robotskih celic. Za konec bi pa rad pokazal še eno aplikacijo, ki smo jo razvili s pomočjo teh metodologij, ki sem jih ravno opisal. Se pravi, tukaj gre za problem razstavljanja elektronskih izdelkov, ki je pomemben, ki je relevanten za reciklažo. Se pravi, kako se izvaja reciklaža danes. Večinoma se takšne elektronske predmete, ki pridejo v reciklažni obrat, preprosto zdrobijo in potem nekako fizikalno, kemično ločijo uporabne delce in na ta način reciklirajo elektronski izdelek. Pri tem so problem baterije, ker če baterije zdrobimo, pride pogosto do požarov. Med izvajanjem projekta smo dejansko uspeli tudi en tak požar narediti v našem laboratoriju, ker so bili na srečo študenti dovolj proaktivni, da smo ga pravočasno pogasili, preden bi zakurili naš kompleten laboratorij. Se pravi, to je dejansko resničen problem. No, kaj je problematično pri tem? Tukaj vidite recimo samo 2 tipa izdelkov. Ena so merilci toplote, druga so detektorji dima, in če samo pogledamo te izdelke, nabor teh izdelkov je zelo velik. Praktično nemogoče je, da bi vsakega posebej sprogramirali. V reciklažnem obratu seveda ne morejo vplivati na to, kaj pride k njim. Se pravi, rabite visoko stopnjo adaptivnosti in prilagodljivosti, da bomo lahko vse te izdelke obravnavali. Drug problem so stanja, v katerem pridejo te izdelke, nekateri so obrabljeni, pri nekaterih manjkajo določeni deli, in vse to moramo potem nasloviti znotraj našega sistema. Tukaj vidite nekaj primerov, kaj se pri tem se zgodi. Se pravi, tukaj imate običajno stanje, ampak včasih
pri merilcih toplote, ampak včasih pač recimo pokrov manjka in imate dostop direktno do tiskanega vezja. Drugič manjka kakšen drug del, ki vpliva na postopek razstavljanja. Kakšen del je lahko odlomljen ob tem, ko se merilec toplote odstrani iz stanovanja. Se pravi, vse to je treba nekako nasloviti znotraj naših nalog. Pri tem smo potem se oprli na sistem, ki je sestavljen iz 3 delov. V prvem delu najprej obravnavamo vsak problem posebej, se pravi, smo razvili sistem, ki omogoča odstranjevanje baterij iz točno določenega izdelka. Za tovrstne izdelke seveda moramo potem zdizajnirati celico, ki je sestavljena iz naših modularnih in rekonfigurabilnih komponent. Tukaj vidite na primer eno verzijo celice, prvo verzijo celice, s katero smo odstranjevali baterije iz merilcev toplote. In ta že vsebuje vse komponente, ki so pomembne pri tem, se pravi vidni sistem, robotske sisteme, vpenjala, mehke prijemalke, vse to je pomembno pri same izvedbe naloge. Tukaj vidite potem, kako več variant te celice, kot je že rečeno, nam modularnost omogoča, da hitro spremenimo eno celico v drugo celico, in celice, ki so primerne za merilnike stroške ogrevanja in za razstavljanje detektorjev dima. Vendar pa do zdaj smo bili še omejeni na posamične izdelke, zdaj kako lahko obravnavamo več izdelkov. Preden grem na to, se pravi, tukaj vidite potem kompletno softversko arhitekturo, ki nam omogoča vodenje tovrstnih celic. No, kako pa zdaj lahko obravnavamo več izdelkov, se pravi, predvsem je pri tem pomembno, da so vse naše naloge, ki jih implementiramo, parametrizirane, omogočajo adaptacijo, se pravi, do mnogih od teh nalog pridemo s pomočjo demonstracije. Te naučeni gibi imajo neke parametre, ki jih lahko spreminjamo in prilagajamo na trenutno geometrijo izdelka, ki ga želimo razstavljati. No, zdaj kako spremenimo operacijo iz enega izdelka na drugega? Zato moramo pač imeti odzadaj nek vidni sistem, ki nam omogoča hitro detekcijo posamičnih izdelkov in potem ugotavljati, katere naloge so primerne za trenutni kontekst. Temu smo rekli semantic component extraction v tem. In kot tretje, kako te posamične naloge adaptiramo. No, za izbiro teh nalog smo uporabili velike slikovno-jezikovne modele. Se pravi, naloga tega je, da glede na trenutni kontekst in glede na nabor operacij, ki jih robot pozna, izberemo ustrezno naslednjo operacijo. Enak sistem, ta isti sistem nam omogoča tudi sam nadzor izvedbe nalog, se pravi, ko po koncu izvedbe naloge lahko preverimo, ali je dejansko se naredilo to, kar želimo, ali ne. Se pravi, s temi velikimi slikovno-jezikovnimi modeli lahko pripeljemo v našo robotsko celico fleksibilnost, ki nam omogoča preklapljanje med različnimi izdelki in prilagajanje na trenutne situacije. Tukaj vidite potem nekih nalog, kako se spreminjajo kako prilagajamo posamične gibe. V tem primeru imamo vzvod, s katerim vzamemo iz izdelka baterijo in te naloge jih prilagajamo, ker so parametrizirane, najprej traja nekaj daljše na začetku, ko se učimo, ko se robot nauči, pa gre izvedba naloge hitreje.
Tukaj na desni vidite potem en primer uporabe mehke robotike, ki nam recimo omogoča razstavljanje izdelkov. Pri tem je pomembno, mehka robotika nam pri tem omogoča, da ker penjalo ni več togo, nam omogoča, da raztegne, da razstavimo izdelke, kar ne bi bilo možno, če penjalo ne bi bilo togo, ne. Se pravi, mehka robotika je pomembna ne samo za robote same, ampak tudi za penjala. Končni rezultat vidite na teh videih, se pravi, v vseh, kar smo v tem primeru naredili, je, da smo pač začeli z nekimi specifičnimi primeri. Za vsak primer smo razvili ustrezne robotske operacije. Te robotske operacije so prilagodljive. Za pomočjo velikih slikovnih jezikovnih modelov lahko izbiramo, katere operacije so optimalne za trenutno konfiguracijo, in na ta način dosežemo, da robot potem uspešno razstavi različne izdelke znotraj enega sistema. Tukaj v tem videu na primer vidite en način razstavljanja detektorjev dima. V tem videu mislim, da je drugi način sestavljanja detektorjev dima, in medtem ko je v tem videu tukaj je ja, dejansko so vsi trije. Razstavljanje dima sem mislil, da je eden za merilce toplote. Vsekakor smo pa v istem sistemu tudi razstavljali merilce toplote. Se pravi, z to fleksibilnostjo s tem lahko dosežemo pač implementacijo industrijskih nalog, ki jih seveda ne bi mogli implementirati v standardnih robotskih celicah. Kot zaključek bi samo pač tukaj ponovil, da za implementacijo fleksibilnih celic je nujno, da se ukvarjamo tako z strojno kot tudi z programsko opremo. Brez razvoja ustrezne strojne opreme ne bomo mogli razviti fleksibilnih robotskih celic. Prav tako pa tudi brez seveda ustrezne softverske podpore z naprednimi metodami učenja in adaptacije ne bomo mogli implementirati nalog, ki zahtevajo veliko prilagodljivost in adaptivnost. Za konec bi še omenil, da je velik del teh raziskav smo opravili v evropskih projektih Reconcile and Reconcyle, ki smo jih dejansko koordinirali na našem inštitutu. Hvala za pozornost, in če kakšno vprašanje, z veseljem odgovorim.